prišli ogledati muzej? Tako, ja. Ok, super. Vas je pa 5. Tole izvolite 5 vstopnic, seznam naših razstav. Hvala. Tukaj so se naselili naši predniki. No in ti se špilaš? Ja pa masko in da hodijo. Tega sem obala. Ne, to ni nobeno, to je samo. Zdaj tega. Ja, dober jutr. Zdaj naš drugi del, ki ga načrtujemo, nekako bi mogel biti do konca junija pripravljen v celoti skoraj, če hočemo potem oktobra narediti ta veliki finale od ponedeljka do večnosti. Se pravi, prva soba, ali čas kroži. Tukaj mislim, da imamo stvari že dosti dobro dorečene, kar se tiče teh nekih tematskih sklopov, hkrati pa tudi, kar se tiče nabora gradiva in pa tekstov. Zdaj ure sem zbrala iz depoja, prvo čiščenje so že naredili. Mi smo rekli, vsaka soba bi mogla imeti eno tako srednjo sceno, ki pove tisto, kar pove naslov. Mi skozi pravimo, da razstavljamo regovor ne toliko o času, ki ga razpoznavamo kot kategorijo v drugih vedah, ampak to povezavo s človekom, ne? Človek in čas. Si nam kar veliko te literature nabral. Ja, se veš, to je zdaj tisti kupček, se veš, da ga večina manjka, ne? Sem kaj pa rabiš točno? Mogoče bi še, kakva je bila ena antropologija časa, je še bila tle vmes, da je bila, a to imamo tle kje, ali jo ima kdo v pisarni? Pa meni se vidi, da je tukaj, no. Kaj ti kar sposoben tole? Dej. Imaš ti sploh dostop do Galisa? Ja, nimam, ne. Nimaš, ne? Ne, vse bom k tebi prišel. Ja, lej, češ hotel, kar k meni priti pa bo. Čeprav danes sem že dobil nove predmete, no. Si že dobil? Ja. A res? Evo, tako ne. Čeden kupček. Čakaj, od preteklih časov do današnjih dni, lej. In vidim zelo tak različen nabor predmetov. Ja, se mora biti. A veš, prostočasne dejavnosti so se zelo različne, lej. Evo, Rolling Stonesi. Katerega leta je pa to bilo, čakaj, 2017. Ja. Plus tole, no. To je pa Oring pridobitev. Tole se pa jaz nič kaj ne spoznam. PlayStation 3. Aha. To je cirka 15 let stara zadeva. No, dej pa, ko boš vedel približno, kakšne tipe predmetov bi rad imel, lahko preškmen, pa bo pogledala po naši celi zbirki, pa bo videla, kater kustos ima kaj takega, kar bi te eventualno zanimalo. Zdaj za to našo razstavo, novo stalno človek in čas, sva z Blažem razmišljala, da bi ob tem segmentu ali čas kroži zbrala tudi, da bi zbrali nekaj dobrih fotografij, ki bi fotografsko ilustrirale pač te vsebine, ki jih želimo predstaviti. Fajn je, ker vse poskenirano, tako da se da. Ja, to je res super. Če kaj ne bomo pa še enkrat, če ni dosti dobro. Lahko bi se pa umejili, pa bi pogledali na fajn zbirke od Kramariča. Ja, bomo pol zbrala, katera bi bila kot povečava, kot nosilna neka fotografija. Ta je dobra, ne? Super je. Ta je super. Te je že malo utrujen tukaj bil. Ja, precej izključen. Se vidi, kaj narediš, kupe od zadnje, veš, kaj je pokosil, ne? Ta je perfektna fotografija. In tukaj še so ti otroci s punčkami, ne, ima punčko. Ta je igračka. Ja, igračko, tako da, lej, in ta. In ena sama ta. Tako da to bi se kako dal. Ta je res dobra. Ti pa boste pa videl pogledala originale, to, kar smo zbrali pa naprej. Ja, takih ur je več. To so to najbolj tipične, te lesene, stenske, kmečke ure, šotarce, so jim rekli. Mislim, te izjemne so, in motivno, in povedno. Petale, to so tudi ta cvetoča drevesa. 2, 9,
5, 2, 9, 3 je pa tale. Dali vun. Tukaj ima še eno prasko. Ja, to je pa ta kosec, ne? Ja. Tukaj imamo še originalno ovojnico zraven. To je malo povečji, da vidimo resolucijo, kakšna je zdaj. Ja, čist drugo, ne? Zdaj pa vidiš, da ni kvadratkov. Super je. Tale svetloba je res dobra. Deva še to, pa so pa končala. Kaj pridite naprej? A mi dva se še nisem srečali. Robert Walfield me veseli. Rad, če je Blackmanci. Super, dobrodošli. Še niste bili tukaj pri nas? Ne. Jaz tudi nisem vedel točno, kakšna je recimo zdaj tema. Takrat sem pač Tanji pokazal ene predmete, ker se mi zdi, da bi jih lahko zdaj malo še pogledala, pa razmisla. Tako da večina predmetov, se pravim, je nekako recva tukaj Avstro-Ogrska. Recimo tale tora ščit je z Dunaja. Nekaj teh rimonimov je iz Madžarske. Tukaj imamo mi Toro noter. Tukaj je naša, to je največja dragocenost v bistvu, to je ta zvitek, to je bilo darilo sicer angleške judovske skupnosti, londonske skupnosti. Zdaj me pa zanima, kaj recimo bi lahko prišlo na našo razstavo, ne? A so te v redu, zdaj vem, kjer je, da skup malo pašejo. Jaz bi to. Ta je pač klasika, najbolj možno. In tudi dosta, ne? Dost, dovolj. Brez hanikije. Ja. To je super. Evo. Ja. Ja, kako imaš lepo vse urejen, pa vidim, da je tole še Ini napisava, ne? Je že ona to tako lepo urejala. Tako krasen, veš. Ta je pa luštana, ga lahko vidim. Izvoli. Ja, olej, koliko je znucan. So velik delali z njim. Velik, lej, tukaj, koliko je. Ja, koga manjka, ne? Čisto ozek že navrh. Ja, super. Lej, bom kar tega vzela, mislim, da bo super, a ne? Poj sva pa rekli... Aha, kline si omenjala. Še kline, ja. Ja, tale recimo je tak čist, ni več umazan od zemlje. Kaj misliš o tem? Ja, lej, tale je tudi videti. To je po mojih terenskih ekip, takrat so te številke padale. Ja, super. Ja, pa malo bo tole v redu. Jaz grem pa za tabo, kaj ne vem, kje imaš ti kakšne predmete v zvezi s čebelarstvom, pa da vidim, sploh si ne znam predstavljati tele kletke za čebeljo matico, sploh ne vem, kaj to je. Takole. Čuvaj malo tisto škatlico od matice. Ja, vem, ta je taka občutljiva. In starejšega data. Ja, bom. Ne, sejlej se to bo itak vse v vitrinah zaščiteno. Tole bomo dali na vrh. Ja. Živijo, Brigita. Prinesla sem ti naše zgodbe, tako kot smo bili dogovorjeni, o času. Pol smo se pa mi seveda ukvarjali s tem časom iz vseh vidikov. V začetku je bilo malo težje, točno nismo razumeli, o čem pravzaprav pisati. No, to so zdaj fotografije, ki smo jih pa pisali na fotozgodbe, oziroma na te fotografije smo pisali fotozgodbe. Tale. To sem pa prav čakala, da mi prineseš. Ja. Ker je bilo super, ker sem iz zgodbe videla, da primerja dve obdobji. Obdobje otroštva in obdobje polodrasle dobe. Le tako sedijo kot tukaj. Kot so tukaj sedeli, ampak so čez toliko let. Kaj naredi čas, lej. Super. Skratka, jaz bom naredila najprej tak grob izrez, najprej si zgodbe ven vlečem, veš, tiste, ki me bolj prepričajo. Pol bova pa segmente iskale. Boš pomagala? Absolutno. Mislim, da je prav, da si ti zraven, da nisem samo jaz. Dobar dan. Po dolgem času spet. Ja, evo, spet.
Kako pa imate pravzaprav opremo za te vaše like? A je kje v enem skupnem prostoru ali ima vsak svojo? Vsak svojo doma. Smo imeli tam na vas en prostor, pod Meščinčim šum. In tam se je dohajalo dogovor, kdo bo kaj. V karavan ne piše, kdo bo za kaj. In to je bilo strogo v tajnosti do zadnje ure. Do poberije. Včasih je bilo tu dosti bolj spontano. Ja. Fanti so šli 14 dni prej, so si pobrali po vsi, kar so lahko pobrali. Edino kape so imeli doma, spravljene, ne? Kape pa obličja in drugi so pa nabrali. Kožuh so pa rabili celo zimo. Ja, so šli v štalo, so vzeli kožuh, so se ga oblekli, s krav so pobrali zvonce in so se zrihtali en dan prej, kaj misliš? Vi ste, kar se teh naličij tiče, ste vi v bistvu edini škoromati, ki nosite naličja. Edini, ja. In škoromat zvonci je lahko s temi zvonci, ali pa zunaj. Ampak zdaj so v bistvu, zdaj imajo vsi take zvonce. Ne, 2 ali 3 imajo ure. A ja? Kapa je bila narejena tam 7, 8, 89, ne vem točno, ma recimo... Ja, le se verjetno bomo napisali samo, da je bilo v rabi, da nam in vse to skupaj sem jaz rabil do zadnjič pust 2017. Dajmo te stvari sem, kle bi dala pa iz klobuk, pa tiste rečiste zadeve, ja. En izvod je za vas, en izvod je pa za nas. Evo, taj pa zate, si ga lahko pišeš, lahko ne. Prejšnji teden smo pripeljali s terena novega škoromata, spet enega tazga kožuharja. In jaz sem napisala kar inventarne številke, inventarizirala sem ga pod eno številko, pa vsak del ima, tako kot vedno, A, B, C, D, do K-ja gremo. Jaz sem tiste predmete, ki niso vezani na tekstil, že inventarizirala, jih spravila dol v depo. Zdaj bi pa tebe v bistvu prosila, če lahko malo pogledaš, kaj s tem tekstilom, pa da se jim potem v bistvu napišejo te inventarne številke. Ja. Ok, tole je izgleda kar čisto, ne? Pogledala bom, če ima mole, pa očistila, pa smrdi. Malo je potrgana, ampak to ne bomo nič rihtala, ne? Ne. Prav, Ana, pa hvala lepa, ko bo v bistvu, ko bo to stvari urejene, čiščene me pokliči, bomo dali pač te stvari bomo dali v depo, ta gre v komoro, do razstave, pa se boste pa z Neno... Ja, jaz se pa takrat oglasim, ko bomo začeli postavljati stvari, ne? Govorimo o času, ne? Seveda mora zelo pomemben muzejski predmet, tako da bodo osrednjo izpostavljene. Nekaj imamo v naši zbirki, teh zdaj nekaj kosov smo gor prinesla, jih je pa treba res dobro restauratorsko pogledati, pa tudi konzervatorsko malo. Se pravi, mi se v tej fazi ne bomo ukvarjali z mehanizmi, ampak z tako, točno to. Ja, se v prvi fazi bo siguren odstranjevanje nečistoč, da bomo sploh videli, kje so poškodbe, kaj je original, kaj ni original. Mislim, da te so pa tudi kakor toliko v dobrem stanju, ali kaj misliš? Ja, so v dobrem stanju. Sej, vse stvari so bile tako že zaplinjene, preden so prišle v depo, tako da tle problemov z insekti ni, je pa pač dosti dela. Lej, viš, tole imamo od unih ur, sem gledal, če tole se dal na CNC, še kaj manjka. Ja, lahko bo 3D poskenirala. To bi bilo super. Imamo file. Kaj pa ti delaš? To bi imeli pa radi za eno razstavo, eno leseno pratiko iz Frančiškanskega muzeja oziroma samostana. Tole imamo zdaj vektorje. Aha, super osnova. No, viš, koliko so podobni zobčki, kot tukaj, ne? Ja.
bo izkoristila. No, ne bom te motil več. Hvala ti za to. Ja, ok. Živijo. Ja, se veš, kot so zadnjič govorila, sta dve teme za to razstavo Človek in čas. Eno so ure in urari, pa če mogoče pogledava kar na tistem kaleidoskopu, se mi zdi glih fajn. To je tale 4, 2, 6, 7 na 12, 10. Ja, ti kaleidoskopi so za nas etnologe krasno gradivo, ker je Drago Kocijančič res snemal prav te etnološke teme po tistem seznamu, ki ga je Kuret pripravil. Ti jih zelo dobro poznaš, ker si to pripravljal za digitalizacijo. Sem imel srečo in čast, da sem lahko pogledal vseh 90 oddaj kaleidoskopov z vsemi prispevki, ki so res izjemni. To je zdaj že tale, na 12, na 10. Ja, no, to so krasni posnetki, ki mi imamo en podoben predmet, ampak v slabem stanju. Seveda naše ure ne tečejo več, Zdaj za gledalca bo to zelo fajn, da bo lahko razumel, kako so te ure delovale, pa še celo videl pač človeka, ki jih je znal delati. Drugače bomo sicer brez zvoka pri nas kazala, ker pač na razstavi je toliko drugih elementov, pa drugi zvoki, ambientalni, pa tako, da se ne obremenjuje preveč. Zdaj, Rok na podlagi tega, ker smo se že pogovarjali, pa tistih naših predlogov je naredil zdaj za prve dva prostora to skico. Tako da smo tlele, da malo bolj v realnem okolju vidimo, koliko sploh prostora je. Meni se zdi ta ideja, ker smo skozi se pogovarjali v tem prvem prostoru ali čas kroži, dejansko zaokrožimo, mislim na nek način vsebina pride ven na koncu. Mi postavimo ta okvir. Pa za te v bistvu ta brezčasne zgodbe, te pravljici Cemiti imajo 7 zvočnih posnetkov, tako da je pač to en del razstave, kjer je pač možnost, da se obiskovalci sprostijo, da jim je udobno, da pač to poslušajo s temi usmerjenimi zvočniki. Dobro, mislim, tle bomo še dosti razmišljali o teh zadnjih dveh. Prve dva prostora sta nekako nastavljena, tle pa treba še študirati, sedeti. Dobro jutro. Živja, dobro jutro. Kako smo pripravljeni zdaj, akcija? Tu vse poteka po načrtih, tako da sva živo kar zadovoljni. Zdaj, če skupaj pogledamo, seveda se držimo celostne grafične podobe razstave, tako da z Meliso tudi pripravljamo najrazličnejše oglase in banerje, transparente, plakatke. Razen tega smo z Valom 202 že tudi posneli radijski oglas, za katerega smo pač čez teden uskladili besedilo. Super, da ga imate tle. Ja, imamo in dajmo ga poslušati, upam, da... Se sprašujete, ali čas kroži, teče, stoji ali dela plasti? Se morda vse to le zdi? Slovenski etnografski muzej. Od 2. julija. Super. Pa tudi glasbena podlaga se mi zdi ravno prav, da malo povzdigne. Meni se že tako živahen, ja. Evo, tam se že vidi kako. Pa tudi una fotografija tam sede. Mislim, se lepo vidi, tako se mi zdi, da ta linija... Ne, vse je okej. Tudi višine, ko se začne košara v bistvu za tem isto v kuhinji, ko v bistvu od spodaj na gor. Evo.
Poglejva, kaj je spredi. Takole. Zdaj pa upam, da bo lutka primerne velikosti. Ja, ti si malo bolj zverzirana, ki jih večkrat oblačaš. Ne verjameš ti, ja? Dajte, samo je. Ja, tu piše 6. A to bolj 6, pa to. To bolj kot 9. Čist gor mora imeti roke, Ana. Ne, ni treba. Čakaj, deva za začetek tako. Ja. Rokave se ne. Da so take bolj široke. Čakaj, si? Bravo! Ja, tole dveh v temi. Ja, eno dodatno svetlitev če rabili. Ja, pa odprto, je ta pol odprto. Se imamo te male lučke tudi, ki imate zgornji razstavi, ki so taki mali reflektorčki, to bi tudi šlo, ne? Se pravi, da preden se zapre vitrina, se naštimajo reflektorji, pa bomo pol videli. Jaz se strenjam, tako najboljše, ja. Časna malo beži, ampak bomo to zrihtali, ne? Damo 5 do 12 in je. Ja. Lepa vedrija. Ja. Da se spad podiha. Ja. Zdaj, če ga bomo gor postavljali, mogoče moramo to malo pripeti, da ne bo kapa dol padla. Jaz bi najprej fiksirala naličje. Pa bi pa ga razstila. Mogoče še lahko naredim. Lahko pa tudi tlele se pokrajša. Še zraven kakšno elastiko. Ja. Mogoče je eno tako, da spet sprime, ne? Ja, Da drži. ja. V redu, lej, pa bo še palco bo dobo, a ne? Aha, tle. Ne, to je lahko pol. To je lahko pol, ja, on to lahko naredim. Lepo pozdravljeni v Slovenskem etnografskem muzeju na današnji slovesnosti, ki je posvečena novi stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja naslovljeni Človek in čas od ponedeljka do večnosti. Konceptualni okvir razstave je začel zoreti ob snovanju obeležitve stoletnice muzeja pred 3 leti. Čas je dragocen dar, ki ga imamo na voljo, zato upam, da vas bo ta razstava navdihnila, da boste čas cenili in ga izkoristili za vse, kar je v življenju pomembno. Hvala lepa. Yes.